Hvala za enkrat. V studio povabim naša druga dva gosta. Gospod Vodeb, dobrodošli. Gospod Komat, dobrodošli. Vidva imata različno stališče o vzrokih. Vi, gospod Komat, pravite, da so vzroki za današnjo stanje, današnjo krizo moškega, predvsem v biologiji in kemiji. Ja, vsi podatki govorijo v tej smeri, da od začetka kemizacije, intenzivne kemizacije našega sveta, torej od konca druge svetovne vojne, ko se je pojavil DDT, sledita dva zelo pomembna trenda, torej upad števila spermijev zahodnega moškega, tisto, kar je pa bistveno, pa upad testosterona, nekako v višini 50%. To pa jasno pomeni tudi, če moški spol definira genetska zasnova, potem jasno njegovo ekspresijo libida, te prave moškosti, definira njegov spolni hormon. In če tega polovica manjka, potem je sodobnim moškom lahko nekaj narobe in jaz mislim, da ima ta, če temu rečem, neke vrste kemična kastracija, tudi kemično podlago. Vi se s to razlago ne strinjate, vzroke vidite drugje? Torej, jaz sem spoznavni skeptik in dvomim v take razlage, pa dvomim tudi v moč psihoanalize, vsemogočnost psihoanalize, ampak Ojdipov kompleks, stebrni kamen psihoanalize je tisti, ki daje odgovor, zakaj so sodobni moški feminilni, ker ne razrešijo Ojdipovega kompleksa, ker imajo dominantno falično agresivno mamo in kolapsiran lik očeta, njegov ne velja za njega, se pravi za otroke, niti za njegovo ženo, to pa je predpogoj, da ta otrok razvije moralno razsodnost v odraslosti, da potlači jezo do očeta, iz te jeze pa napaja to tako imenovano zdravo testosteronsko agresivnost, s katero je mogoče dokončati študij, si poiskati žensko, uspeti v karieri. In problem je Ojdipov kompleks in moje mnenje je, pa nimam spoznanja, da niso kemikalije tiste, ki kastrirajo. No, najmanj, kar lahko rečemo, da gre pri človeku za neke vrste psihosomatsko bitje, torej če vi govorite o psihi, jaz govorim o somi, torej o telesu kot nekem izhodišču, kjer biva duh, idemo to govoriti, ne, ta človeški duh. No in zdaj, jasno, da vemo iz klinične medicine, da recimo pomanjkanju testosterona, da je ta titer, ne, tega hormona v krvi zelo v veliki meri definira tudi moško-vedenjski vzorec, ne. Prej ste omenil, jaz govorim o teh zdravih moških lastnostih, v te ekspresiji libida, tipično moških lastnosti, ne, mi imamo zdaj v družbi razkroj vrednot, imamo dezorganizacijo, dezintegracijo družbe. Če pogledamo že, kako politika funkcionira, vidimo, da gre za eno veliko stopno feminizacije, torej generalni družbeni problem, ki pa narašča vsa leta od druge svetovne vojne sem. V drugih kulturah pa nimajo toliko feminilnih moških, kot jih imamo mi, pa imajo podobne pesticide. Problem je slovenska kultura, ki je zasičena s feminizmom, s to falično žensko, teto, pehto, pikami, nogavičkami, in kekci in rožljeti nimajo avtoritete, ta bedanc se je izgubil na vrednoti, se pravi njihov očetov ne velja in otroci ne vejo, kaj naj postanejo. Mladi moški nimajo moralne odgovornosti, ne znajo prodirati, tako kot prodiranje jih sili, genitalije silijo v prodiranje moških. Ženske pa postajajo moškinje, to je ta neljubi izraz, ampak sodobna ženska Slovenka je preveč falična, preveč se zgleduje po moških in to zgledovanje se napaja iz ojdipalne faze, zavidanje penisa je tisto po Freudu. Ja, jasno. Gospod Komat, samo še za konec. Vašo teorijo podpirajo tudi določene raziskave pri živalih, kjer se ta feminizacija dogaja. Ja, se to so znane stvari v svetu, torej jaz pravim temu, kar se dogaja živali, se bo zgodilo ljudem. Mi smo v Ljubljani imeli teste na ribah reke Ljubljanice, ker je bilo empirično dokazano, da so ciprinidi, ki so bili odlovljeni na Ljubljanskem barju, torej na ohranjenem ekosistemu, v primerjavi s tistimi ribami, ki so bile po zapustitvi mesta Ljubljana, torej ko je reka šla ven vodno, ne iz mesta, je bilo zaznati 14% feminizacijo moškega spola. Torej, ta ribak je bil še vedno ribak po make-upu, na pogled, znotraj njega pa nastajala ženska. In to so vprašanja, ki govorijo o tem, da je narava povezana. Mi smo nič posebnega, veste, za našega Ojdipa. Živali nimajo Ojdipovega kompleksa, niso misleča bitja, ne znajo tako čustvovati, kot v falični fazi čustvujejo otroci. Imajo tudi falično fazo, ne? Hvala obema za pogovor. Hvala. Prosim.